O gradnji vodovoda na ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija, je v teku 2 let, kar je trajala gradnja, veliko bilo povedanega. Slovesnost minulo sredo pa je predstavljala le še zadnje uradno dejanje. Magister Roman Rozman, ki je bil skrbnik projekta, je najprej predstavil potek opravljenih del. Gradnja se je začela v začetku junija 2021 in sicer s položitvijo prvih metrov vodovodnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž, na vodovodnem odseku Hajndl-Kostanj. To so bili sicer takrat težki časi, sami ste videli tam na posnetkih, da smo včasih bili tudi v maskah, včasih ni bilo mogoče dobiti tudi kakih materialov. Torej, projekt, vemo vsi, voda je zelo pomembna stvar, čeprav je brez vonja in okusa, tako rekoč si brez nje ni mogoče predstavljati življenja. Človek lahko preživi brez nje največ 5 dni, zato so tudi v samem Ormožu oziroma takrat širšem območju v 60 letih začeli z gradnjo vodovoda. Nekje trajalo je približno 15 do 20 let, da so vso omrežje zgradili in dogradili. Trenutno je omrežje dolgo več kot 600 km, poraba na letni ravni v vseh 3 občinah pa znaša okoli 800 tisoč kubikov na leto. Voda se odvzema iz podtalnice, s tem, da se bogati s pomočjo dravske vode, s tem se pač zagotavljajo zadostne količine in hkrati zagotavlja boljše kemijsko stanje vode. No, v občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so v zadnjih 20 letih res veliko vlagali v vodovodno infrastrukturo, tako je bilo vloženega približno več kot 25 milijonov evrov v vseh teh letih. Tako so recimo v letu 2010 znašale vodne izgube več kot 36%, ocenjujemo pa, da bo v letu 2024 vodne izgube znašale od 23 do 25%. Recimo za primerjavo vam lahko povem, da v Sloveniji povprečne vodovodne izgube znašajo 17%. Takšno stanje je pač seveda možno doseči le z nenehnim vlaganjem. To se pravi tudi vsi sovodstvo, vsi župani dobro zavedajo in dejansko lahko to dosežemo le s skupnimi močmi, saj je vodovod skupnega pomena za vse 3 občine. Zadnji metri vodovodnih cevi na tem projektu so se položili v decembru lanskega leta 2022. V tem času so še potem več kot 4 mesece potekalo tako imenovano reklamacijsko obdobje, kjer so se odpravile manjše pomanjkljivosti na dovozih, hišah in podobno. 7.6. v tem mesecu smo tudi pridobili uporabno dovoljenje, tako da vodovod ima vse tudi papirne pogoje za delovanje. V tem projektu smo položili preko 28 km glavni vodovodni cevi, predvidenih je bilo 25, se pravi smo naredili še nekaj več, kot je bilo predvideno. Zgradili smo preko 1,5 km priključkov oziroma približno 8% vseh vodovodnih priključkov na vsem javne vodovodne mreže je bilo obnovljenih v celoti. Kar se tiče samih objektov, bil je rekonstruiran celotni vodohran v Vičancih, to so objekti dejansko stari več kot 40 let, zraven se je dogradila tudi hidroforska postaja, podobnega značaja je bila na Humu, se pravi prav tako rekonstruiran vodohran Hum in dograjena nova hidrološka postaja, ki bo vsem prebivalcem v tistem območju omogočala močnejše pritiske. Prav tako smo v mestnem postaju obnovili prečrpalnico Pušence, ki ima prav tako v celoti strojno in elektroopremo. V občini Sveti Tomaž pa smo zgradili celo nov vodohran, saj je bil star, dotrajan in premajhen. Kot ena večjih pomembnih pridobitev je tudi rekonstrukcija starega vodohrana na Hajndlu, ki je bil zgrajen davnega leta 1964, vendar je gradbeno res bil dobro zgrajen, tako da je bilo potrebno le obnoviti. In tako je od letošnjega leta tudi ponovno v funkciji. S tem so se dodatno zagotovile vse dodatne količine vode. Namreč v letu 2014 smo tam zgradili nov vodohran, 400 kubični, ta pa je bil zaradi zelo slabega stanja opuščen in je do danes sameval. No, v sklopu projekta se je tudi asfaltiralo veliko cest, več kot 13,3 km cest se je ponovno asfaltiralo, širine cest od 3,5 do 4,7 metra širine,
saniralo pa se je preko 4 km cest. Zdaj, če samo še povem glede izvajalca, z javnim razpisom na odprtem postopku je v oktobru, ki je bilo objavljeno v oktobru 2020, je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano komunalno podjetje Ormož v sodelovanju s cestnim podjetjem Ptuj. Skupna vrednost je takrat znašala 6,3 milijona evrov brez DDV. Zdaj, v samem projektu se seveda pojavilo tudi kar nekaj več del, hkrati pa se zaradi večjih podražitev je bil izvajalec upravičen do dodatnih sredstev, tako da skupna vrednost projekta brez DDV bo znašala 7,8 milijona evrov. Zdaj, če samo še povzamem malo delež po občinah, recimo na občino Ormož odpade več kot 75% celotne vrednosti investicije, občina Sveti Tomaž skoraj 16% in pa občina Središče ob Dravi 8,5%. Potrebno je poudariti, da brez evropskih sredstev bi tak projekt težko občine same izpeljale. Tukaj gre velika zahvala vsem županom, da so se trudili, da smo pridobili preko 4,8 milijona evrov nepovratnih sredstev. Pripravljamo pa tudi kar že nekaj projektov za nadaljno perspektivo, to pa seveda pač odvisno moramo počakati prihodnje razpise, bomo videli, kaj bo. Kot je Roman že povedal, izvajalec je bilo komunalno podjetje Ormož, tako da v nadaljevanju k besedi vabim tudi direktorico komunalnega podjetja Pavlo Majcen. Nekaj besed, kako je vse skupaj potekalo in ali so bile kakšne težave. Težav ni bilo, ker če bi bile težave, potem danes vodovoda ne bi bilo. Se pravi, vse težave, ki so bile, smo skupaj z predstavniki občin, nadzornikom in tudi z našimi, ki so dejansko na projektu bedeli in delali, rešili. Bilo kar precej težav, ampak gre za skupno pomočjo, se da marsikaj narediti. Projekt smo speljali, hvala Bogu, do konca, dobili uporabno dovoljenje. Na tem mestu bi se zahvalila res vsem, ki so na projektu delali, od občin, nadzornikov, projektantov in naših vrlih ljudi, ki so marsikaj slišali na terenu slabega, ampak največje zadovoljstvo pa nam je, da vode nikoli ni manjkalo, da je voda vedno bila, da so vedno imeli uporabniki kvalitetno pitno vodo in tudi danes moram reči, da imamo kvalitetno zdravo pitno vodo na celem področju, za katerega mi skrbimo. Hvala lepa vsem. Kot to zahtevajo projekti, sofinancirani iz evropskih sredstev, je izvajalec ukrepov javnega obveščanja o poteku gradnje bila kabelska televizija Ormož. Tako da je v nadaljevanju spregovoril tudi direktor KTV-ja Anton Šalamon. Javnost je bila res izčrpno obveščena o poteku gradnje, ki je potekala vsa 3 leta. Vsi ti prispevki, ki smo jih posneli, so seveda bili tudi med 15 in pa 20 minutami, tako da so si lahko občani občine Ormož in pa širše in pa seveda tudi celotno Slovenijo ogledali, kaj se v Ormožu gradi, kaj se v Ormožu dogaja. Zato smo tudi pripravili danes, kot tudi vidite, in skrajšani film, polurni film, celotnih dogodkov vseh teh let. Seveda res, mi smo po pogodbi bili za to zadolženi in seveda smo to tudi z veseljem opravili. Hvala lepa. Potem so spregovorili še župani občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Spoštovani zbrani, lepo vas pozdravljam v imenu občine Ormož. Danes smo seveda zelo veseli, da lahko kaj povemo okrog zaključka tega projekta. Seveda vsi 3 župani smo zelo zadovoljni, da se je to obdobje končalo, verjetno tudi izvajalci in vsi, ki so bili v to vključeni. Konec koncev preživeli smo en čas velikega truda, veliko dela je bilo storjenega, soočali smo se vsi z veliko izzive. Kot je bilo povedano, da se ne ponavljamo, ampak konec koncev pa najpomembneje je to, da smo obnovili velik del sistema, da je vloženega približno 8 milijonov evrov v to investicijo in da imamo, se pravi, tudi smele poglede in pa smele načrte tudi naprej. Danes se seveda pogovarjamo okrog izvedbenih del, okrog gradbenih del, ampak seveda sam projekt, da se je izvedel, je potrebno bilo veliko truda vložiti v pridobivanje same dokumentacije.
dovoljen, soglasij, da je prišlo do gradbenega dovoljenja. Ko smo kasneje, ko se je vse skupaj pridobilo, kompletna dokumentacija, pa je seveda bilo tudi potrebno zagotoviti sredstva, zaprti finančno sliko te investicije in se konec koncev preko dogovora za razvoj regij, preko sredstev izpogajati med 41 občinami, kjer smo bile 3 občine Ormož, Središče in pa Sveti Tomaž, da smo pripeljali več kot 4,8 milijona evrov in nekako dobršen del zagotovili, se pravi, da smo bili sposobni z lastnimi sredstvi dosofinancirati takšen projekt, ki moram reči, da se je zgodil glede na to, kakšne metri so bili povedano, koliko je bilo storjenega, pa ob tem poudariti, tako kot je tudi direktorica komunalnega podjetja Ormož povedala, da niti za trenutek občanke in občane skoraj da niso začutili, da se karkoli na vodovodnem sistemu dela, da je voda bila vedno na razpolago in da smo ob vseh teh velikih delih, prilagajanjih, pa naj si bodo to tudi asfalterska dela, gradbena takšna in druga dela, da so se zadeve odvijale, kot so se morale. Veliko je bilo tudi posluha na samem terenu, kot bi rekel predstavnikov občin, naročnika, kot tudi samih izvajalcev, ki so bili v to vključeni. Poslušali smo veliko želj samih občanov, ki so živeli ob sami trasi, še marsikaj dodatnega postorili, marsikaj dodatnih del napravili v tem obdobju, pa če nekako to obdobje, ki je trajalo, lahko rečemo, vodovodne cevi, kot je bilo povedano, so bile že prejšnjo leto decembra položene, izvajale se še so nekatera asfalterska dela, upravljala nekatera odprava kvalitetnih pomanjkljivosti, ampak konec koncev smo v mesecu juniju in dela so zaključena. Zdaj, kar lahko povemo, tudi ta enotnost, ki smo jo občine imele, okrog same izgradnje je pomembno vplivalo na to, da smo do te investicije prišli, da je konec koncev tistih 25 milijonov, kot je bilo omenjenih, v vodovodni sistem že bilo vloženih in da kar še najbolj pomembno, da smo tudi pripravljeni na naslednje investicije naprej, da se tudi v tej finančni perspektivi 2021-2027 borimo za sredstva in da poizkušamo še obnoviti, se pravi rekonstruirati ta del, ki še nam, se pravi, je ostal. Seveda, borba bo velika, sredstev za našo podravsko regijo je dosti manj predvidenih, kot je trenutno predvidenih projektov v kompletnem Podravju. Ni samo ormoški vodovod, vodovodov je kar nekaj, sistem je kar v Podravju velike in jaz verjamem, da bomo tukaj uspešni. Mi župani se bomo pri tem potrudili, da nekaj se obljublja, da bi naj bili razpisi že v naslednjem letu, da pride do tega, da v perspektivi do konca leta 2027 počrpamo čim več sredstev in da še obnovimo te kilometre, ki še so nam ostale. Ocenjuje se še, da še ostaja dobrih 18 oziroma 19 milijonov brez davka, tako da se pogovarjamo kar o visokih cifrah, glede na to, da smo se danes pogovarjamo o investiciji vredni 8 milijonov, si lahko predstavljamo, koliko še to ostaja. Ampak še enkrat poudarjam, imamo gradbena dovoljenja, imamo dokumentacijo pripravljeno, vkolikor bodo razpisi naravnani na način, kot je rečeno, to se pravi ready to go pripravljeni razpisi, imamo zelo velike možnosti, da do tega tudi pridemo. Da ne bom predolg, jaz bi se v imenu občine Ormož zahvalil čisto vsem, ki so pri tem projektu sodelovali, tudi na enotnost ostalih dveh občin, da smo ta projekt podprli in ga na taki način odpeljali. Verjamem, da je skozi projekt bila povzročena marsikatera siva las, ampak v prid občine, v prid občank in občanov, ki absolutno lahko zagotavljamo, da tudi smo s to investicijo nekako povečali kvaliteto bivanja v naših 3 občinah, pijemo kvalitetno vodo in naprej se bomo tudi trudili, da bomo na tem delali. Konec koncev vemo, pitno vodo je potrebno zagotavljati vsem gospodinjstvom, vsem občankam, ki tukaj živijo in to nam bo tudi tista smer, poleg vseh ostalih investicij, da si za vodo, ki jo pijemo po našem vodovodnem sistemu, da si zagotovimo kvalitetno pitno vodo in da bo naša kvalitetna bivanja tukaj čim boljša. Lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Sveti Tomaž, kot je bilo že v predhodnih nagovorih povedano, pravzaprav vse tisto, kar sem tudi sam želel poudariti,
Se danes želim na tem mestu posebej zahvaliti obima občinama, tako Ormožu kot Središču ob Dravi, za ta skupen nastop pri tem velikem projektu, ki pravzaprav prinaša za vse tri občine izredno veliko dodano vrednost, kar pa je najbolj pomembno, prinaša nam oziroma nam daje dobro, zdravo in kvalitetno pitno vodo. Posebej bi mogoče rad izpostavil srečno roko, ki smo jo imeli na razpisu za to investicijo, saj je izvajalec tega velikega projekta, komunalno podjetje Ormož, bilo tisto, ki je pravzaprav naredilo v tej zgodbi najpomembnejši del nalog, ki so se morale izvršiti. Veste, če pride na naše območje nekdo, ki terena ne pozna, ki ljudi ne pozna iz širšega drugega kraja Slovenije ali pa še kje drugje, zelo težko bi lahko izpeljal ta projekt na takšnem nivoju in pa z tolikšno slogo do naših občanov, kot je to lahko storilo naše domačo komunalno podjetje. Zato mogoče z tega naslova ob tem lepem zaključnem dogodku še naši komunali izredno hvala, tudi se strani občank in občanov naše občine Sveti Tomaž. Kot je predhodnik župan že povedal, delamo na tem, da bi tudi v prihodnje naredili kaj dobrega, predvsem pa kakšno investicijo na tem vodovodnem sistemu, ki je še potreben sanaciji in rekonstrukciji. Jaz si želim, da bi vse tri občine bile uspešne in da bomo občine Spodnjega Podravja znali prepričati v to, da je del sredstev potrebno pripeljati tudi na naše območje. Zaključujem pa z hvaležnim, bi rekel, pozdravom ne samo občinam, tudi državi in pa Evropski skupnosti, ki nam je s svojimi sredstvi nekako dala možnost, da smo ta velik projekt pripeljali do tega cilja. Hvala vsem in vsakomu posebej. Upam, kot je že kolega Dani omenil, pač imamo pripravljene projekte za naslednje, kdaj bodo pač razpisi, se bomo pač prijavili in upam, da dobimo ta razpise in da pač dokončamo tisto situacijo, kjer še tudi ostalo. Hvala. Voda je svoboda, svoboda vseh razsežnosti življenjskih potreb. Slovesno so z veselimi vižami popestrili člani etnoskupine Gudalo iz osnovne šole Ormož pod vodstvom Metke Lešničar.